Že 17. so se člani območne zveze veteranov vojne za Slovenijo Murska Sobota zbrali na veteranskih športnih igrah, ki so jih po enoletnem premoru ponovno uspeli organizirati. Posebej smo veseli, da smo letos to lahko pripravili, kajti zaradi znanih razmer povezanih s koronavirusom. Lansko leto tega nismo mogli organizirati, čeprav smo imeli načrtovano, in seveda te razmere so nam onemogočile tudi, da bi se drugače v večjem številu zbrali. Sedaj pa je še priložnost in razmere to omogočajo, da smo se lahko danes v športnem centru v Nemčevcih zbrali na 17. druženju veterank in veteranov za športnimi igrami. Letos je na športnih igrah sodelovalo 8 ekip. Tradicionalno vsako leto se pomerijo ekipe, ki jih sestavijo veteranke in veterani posameznih občinah, torej bi lahko rekli medobčinske veteranske igre. Pomerili pa se bodo v streljanju z zračno puško, v metu šolske ročne bombe v cilj, v pikadu in pa v ruskem kegljanju. Pri pikadu je prvo mesto zasedel Arpad Sever, drugo Geza Tot in tretjo Osman Kamenica. Pri streljanju zračno puško je najboljši bil Štefan Škaper, sledita Emil Könje in Geza Tot. Pri metu bombe se je najbolj izkazal Bojan Meckar, za njim Jože Horvat in Boris Benko. Rusko kegljanje je najbolje šlo od rok Štefanu Šantovcu, Arpadu Sevru in Zoltanu Sevru. Skupno je najboljša bila ekipa Kuzma 1, srebro je odnesel Hodoš in bron Puconci 1. Za vse ekipe so navijali zbrani člani, ki jih je bilo prisotnih okrog 90. Celotno združenje pa jih šteje čez 600. Letos nas je zdaj okoli 650, že prihajamo pomale, tudi že nesem dolgo 3 prijavnica. Zdaj v letošnjem letu smo imeli plan 30, ob 30. obletnici smo presegli tej plan že, ko smo ga že presegli. Da te kolega pove, najstarejši član je naš Gombos Franc, mislim, ko je star zdaj 96 let. Najmlajši član je pa, mislim, tam letnik 71, to je najmlajši član, ker je še bil udeležen v vojni za Slovenijo. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Murska Sobota deluje že 22 let. Ravno pred 2 letoma smo na 16 veteranskih igrah, ki so bile v Gornjih Slavečih, na nek način praznovali tudi 20. obletnico delovanja in takrat smo se malo spomnili na prehojeno pot, pa tudi podelili nekoliko več zahvalnih listin in priznanj vsem tistim, ki so v 20 letih pomagali pri izgrajevanju območne organizacije in pa pri razvoju veteranstva. Z veteranskimi športnimi igrami so počastili tudi 30. obletnico osamosvojitve Republike Slovenije in obenem nekaterim zaslužnejšim članom podelili zahvalne listine. V lanskem letu takih večjih dogodkov na žalost niso uspeli izpeljati. Smo pa imeli, lansko leto je namreč bilo 30 let od manevrske strukture narodne zaščite, nastanka in delovanja manevrske strukture in smo imeli številne okrogle mize, predavanja, tudi predavanja, razgovore z učenci, predstavitve tega dogajanja učencem po posameznih občinah. Bilo je organiziranih kar, se mi zdi, 9 ali 10 pohodov, ne samo pri nas v območnem združenju, mi smo bili soorganizator 2, ampak smo se udeleževali tudi v sosednjih območnih združenjih teh pohodov, tako da je bilo kar nekaj številnih prireditev in takšnih srečanj, ki pa so bile vedno v nekoliko manjšem številu, okrnjenem številu, nismo pa mogli povabiti celotnega članstva območnega združenja in zato smo prav veseli, da smo to lahko letos naredili. V lanskem letu pa so se tudi preselili. Pridobili smo nove prostore v 3. nadstropju upravne enote Murske Sobote od mestne občine, tako da zdaj imamo pisarno, imamo tudi veliko sejno sobo, balkon, pisarna deluje, mislim, da je žura v petek od 8 do 12 ure, pridajo po razne stvari urejati dodatno zdravstveno, mislim, k nam prihaja popolna sveta, tako da njih svetujemo, prijavnice dajemo tudi napotnice za letovanje pa te stvari. Člani združenja, ki sicer deluje na območju 12 občin upravne enote Murska Sobota, se po besedah vodstva zelo radi udeležujejo številnih aktivnostih, ki jih združenje organizira. Eden izmed teh je tudi prvi in častni predsednik Ludvik Jonaš. Smatram za dolžnost, da tudi na take proslave, da se srečamo, ker skoraj, pa še to malo se pohvalim, lahko trdim, da skoraj vsakega osebno še poznam iz časov, iz dogodkov 91 in tako naprej. In kar sem, moram tako
na ta stara leta akumulatore napolniti, pa sem srečen, da se s temi našimi dečki tako ali drugače se srečujem in se pogovorimo. Za v prihodnje si v območnem združenju veteranov vojne za Slovenijo Murska Sobota želijo, da se čim več veteranov vključuje v naše aktivnosti, da ostanejo zdravi, kajti veterani smo seveda zdaj že v takih letih, da zdravje in vse te zadeve niso tako samo po sebi umevne, ampak želimo si, da bo pač čim več jih zdravih in da bomo lahko se še srečevali. Na številnih prireditvah, ki jo organiziramo, to so predvsem pohodi, srečanja veteranov, tudi strokovne ekskurzije in podobne zadeve. Naše poslanstvo je seveda ohranjanje spomina na dogodke izpred 30 let in prenašanje tega spomina na te dogodke na mlajše generacije. In to je naše osnovno poslanstvo in zato pa želimo tudi vedno sodelovati z mladino, z šolami, skratka prenašati te vrednote izpred 30 let na mlajšo generacijo.